Saj tudi, če imaš grafike, ne, se jih imaš lahko na zalogi. Ja, imaš jih na zalogi, sam nimaš jih vse na policiji, ne, da si folk eno pa po eno dol jemlje, tako kot mlek, ki imaš Dobro, enega za drugim. Ampak so tudi začeli v trgovinah delati to, da jemljajo ta zalogo, da imaš tako po en kos. Aha, v resnici je tunel in je tako 500 slik. Ni 500 slik, imaš recimo pa pol metra od zadaj, ne, in v bistvu tako potegneš ven predal in samo vzameš ven eno. Vsaka slika je za predalom. Zgleda isto lepo, tako spucano. Ampak to je identična slika. Ja, isto. Therefore ni slika, therefore je print. Ja. Deva začeti čim prej, da bova prej konc. Ja. Deva bolj hitro govoriti, bova prej konc. Dobro jutro, dobrodošli v 7. epizodi Kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Spet sva v Benetkah. Obljuba dela dolg in čas je za Arsenale. Z vami sva ponovno Jernej in Maša, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. Tale tako imenovani kritiški posedek je nekako najin paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v neko to specifično ponavljajoče se prakso neformalnega dialoga med torej likovno kritičarko in urednikom. Lepo pozdravljeni, poslušate kritiški posedek. Posladek. Ok, zdaj, kaj je zdaj s tem Arsenalom? Jaz sem že skoraj vse pozabila, ker sem bila aprila, maja na Bienalu, tako da Jernej, jaz bi prosila, da mogoče kar ti začneš in mi poveš, kaj je fora Arsenala, kaj je bilo tam, daj mi content. Zakaj nisi šla še enkrat? A nimaš budžeta za to? Ne, nimam, plus jaz ne vem, če bi pohendlala še enkrat tiste njihove taksije na vodi, ne morem, najslabš označen javni promet v vesolju. Ti si se vozila s vaporeto ti naokoli. Ja, ne vem, a ti si hodil? Ja, obakrat. Kam? Isto je pol ure, mislim 45 minut. Iz kje? Iz, Parkirišča? mislim, parkirišča, tam, ko je vlak. Sedeš se na vlak, prideš z vlakom v mesto in potem greš na peš. Vlak, ti si šel z vlak. Treba je šparat. Izvoli. Jaz sem tudi vse pozabil, bolj ko ne. Veš, kaj je finta, ne? Jaz sem slišal, da se sušlja, da je Arsenale kao ful slabše kot Giardini. A se strinjaš? Jaz si ne drznem reči, ker jaz še zmer mislim, da je to, da sem jaz prvi dan šla v Giardini in drugi dan v Arsenale, znatno vplivalo na moje počutje, da sem že drug dan bila, že zjutraj prva stvar, ko sem se zbudila, sem že bila malo naveličena. Ampak mislim, da se ljudje nasplošno strinjajo, da je Giardini bil boljši, tudi zato, ker je pač ta osrednji del, ta velik paviljon bil izredno dobro kuriran, plus ta efekt, da v bistvu v Arsenalu imajo svoje paviljone še tiste ostale države, ki ga bodisi nimajo ne v Giardinih in ne v mestu po različnih lokacijah in da je pol vse skupaj tak mal mini kaos nastavno, ampak to zdaj ne vem. V glavnem naj bi bilo slabše. Vse skozi, to ni nič novega. Ja, mogoče še dva mini disclaimerja. Ne? Jaz osebno italijanskega paviljona nisem videl, ker je bilo tako za nekaj ur gužve. No, jaz sem ga videla in ga imam tudi tukaj pripravljenega na seznamu. Super. Mi boš lahko povedala, kaj sem toliko hudega zamudil. In še enega paviljona nisem pogledal, ker je bil isto gužva, ker se ne spomnim, kjer je bil. Ampak dajte to pohendlati, no, se to ni španski paviljon, ki je bil cel point tega, da nisi mogel iti noter, če nisi imel pašosa. Mislim, halo. Kdo ima cajt biti tam 3 ure, že tako si zmatlen. Moja impresija glede Arsenala in glede Giardino, to, kar sem te vprašal, da ne boš samo ti bila na sodnem stolu. Meni se ne zdi, da je bil Arsenal drastično slabši, je pa bil drastično bolj komercialno usmerjen. Oziroma se mi zdi, da v Arsenalu je bilo dosti več komercialnih artistov, kot recimo v Giardinih. Ne vem, če je zato kaj dosti slabše. Jaz sem danes, recimo, sem hotel še enkrat si malo spomin osvežiti, kaj je sploh bilo. Seveda neki stvari ti ostane v glavi, a potem, ko sem začel tako gledati, je bilo tako, se res, to je bilo zanimivo, tisto je bilo zanimivo. Sploh ni bilo tako slabo, bi se bilo kar nekaj dobrih del. Moram reči, da in Giardini in Arsenale, ok, dobro, zdaj, če odvisno, kje začneš Giardini, ampak dajmo reči, da začneš z centralnim paviljonom in Arsenale, ki ga začneš tudi nekaj na začetku. Obakrat so se potrudili, da imaš nekaj tako impresivnega, ko preješ noter. To mi je ful zanimivo. Ne vem, to ni vsako leto prav tako. Recimo eno meni ljubših del, oziroma dve ljubših del iz Arsenala sta dejansko tem ta prva nekaj bolj proti začetku samega tega Arsenalovega, kaj je to paviljona, kako se temu reče, ta podolgovata reč. Ja, ta prva hala. Ta prvo delo je od enega Argentinca, Gabriel Shail, kakorkoli se pač to izgovori.
se oproščam, to bi si mogel prej pogledati, ne? Izgovorjave. Ne vem, kle vidim, da te čaka še kar nekaj. Težko No, vse ta druga. izgovarjajočih imen. Vse ta druga, pa so kar normalna. V glavnem, Japonske ti lahko jaz pomagam, super, vsaj nekaj. pa nemške. Mogoče, če ste bili tam, no, ali pa za tiste, ki niso bili, to je tudi eno od teh impresivnih del, ko priješ notri v prostor, si jih takoj opaziš, zato ker so razmeroma velike. Gre za po svoje malo minimalistična dela, ker so enobarvna, monokromna, po drugi strani so pa ornamentalna in niso ravno minimalistična. Gre za take ogromne lončene peči, ki so v tej dani situacije celo malo drobijo že pri obnožju, če jih došel kaj mimo pogledat. Evocirajo pa v bistvu nek povezavo z staroselci oziroma z domorodnimi plemeni, oziroma vsaj tak občutek dobiš, ko jih gledaš, ker je ta ornamentalnost tako zelo primordialna oziroma bolj prvinska, no. So pa, mislim, mogoče sem tukaj jaz malo pristranski, zato ker so to peči, seveda peka kruha se dogaja v pečeh in meni je peka kruha blizu in s tem vsa povezana kulturna sfera, kaj pomeni peči kruh, kaj pomeni kruh v družbi in vse to. Sej del dela je tudi to na koncu. Tako da meni je bil to eno od prvih del, ki mi je ostalo v spominu že samo zaradi svoje prezence, ampak tudi zaradi te svoje subtilnosti in povezave z krajem nastanka. Drugo delo, ki je v bistvu pravzaprav čisto blizu tega dela, je pa od Brite Marakat Laba. Ona je sami staroselka, prihaja iz te Sápmi okolja, v bistvu švedskega konca. To delo pa moram reči, da mi ni ostalo v spominu od Arsenala, pa mi je ostalo v spominu še iz Dokumenta 14, ker je bilo takrat tudi razstavljeno, sploh ta dolga vezenina. Ker takoj, ko sem jo videl, me pač ta spomin in že tisti impresija, ko sem jo ta prvič videl, povlekel zraven do tega dela. Edino žal, ker nisem šel na vikend. In seveda za vikend proti koncu bienale je ogromno gužve, tam je milijon nekih vodenih ogledov. Ti vodeni ogledi se ti nastavi vodič 20 cm pred samo delo, tako da ga komaj pogledaš. Ampak gre pa za povezavo z sami ljudmi. Tokrat malo drugačen tip dela, kot recimo v sami paviljonu v Giardinih. Gre za take zelo narativne vezenine, na dosti minimalističen način narejene, ki so tako zelo prikupne že same po sebi. Hkrati pa tudi s sabo povleče to vso željo po samostojnosti oziroma samosvajanju umetnosti sami ljudi, ki so pač tako v zelo prekarnem položaju. Ne pozabimo v bistvu, da se dogaja ogromno investicij in želje, da bi se tisto njihovo ozemlje izkoristilo v kapitalistične namene in se jih s tem nekako izgnali. Tako da v bistvu njihov boj ni končan, ampak se nadaljuje konstantno. Tako da vsakeč, ko se tudi tako delo umesti in ko se da prostor tem ljudem, da se lahko pojavljajo v javnosti, je povezano s tem še neka politična sfera. Tudi če samo delo recimo se ne ukvarja direktno s tem. Je pa, ne vem, koliko dolgo je tisto delo, ne vem, če se ga ti spomniš. Ne, priznam, da se ga ne spomnim. Spomnim se teh lončenih peči, ki si jih omenil, te so bile tudi meni ful hude, ker so res ogromne, ne? To je ogromna stvar. To je tako. Teh vezenin pa zdaj ne, verjetno, če bi jih videla, bi se takoj spomnila, no? Ampak zdaj se jih pa nekako ne spomnim. A kaj na steni ali na tleh? Tako je, v tistim prostoru, takoj za temi lončenimi pečmi je bilo v bistvu več vezenin in embroiderij, različnih tkanih, tekstilnih umetnin. Tako da verjamem, da si se težko zapomnila samo eno dotično. To je bilo dejansko na tistem hodniku iz teh peči v drugi prostor, takoj na desni strani. Gre za v bistvu sorazmeroma bela dela z elementi modre, rdeče, zelo na minimalističen način narejeno. In v bistvu tisto delo, ki je meni najbolj všeč od vseh teh, je ta podolgovata vezenina, ki mora biti vsaj 2 metra dolga, po mojem, vsaj tako iz spomina. Sorazmeroma nizka, mislim ozko, in v bistvu se niza kot več nekih dogodkov z nekimi malimi ljudmi, oblečeni v tudi te tradicionalne obleke. Tako pač. Če gremo naprej, imam še ene bonuske za omeniti. Mimogrede, mogoče bo to simpatičen intermezzo. Tudi na Bienalu se mi je zgodilo to, da nekaj ni delalo. Jo, bogi, kaj pa ni delalo?
Ne spomnim se, katero delo je bilo, vem, da sem prišel v neko v eni sobi, so bila neka dela na nekih ekranih oziroma nekih tablicah večjih in seveda na ena od tablic je bil pač tako samo desktop. Prav tako kaj, Windows, Ja, zelen travnik, ikonce. Na to varianto, ampak tako dejansko si videl, da je nekdo šel ven iz predstavitve in da noben ni znal nazaj prijeti in Google Content, Google Maps, Google Gmail in take stvari. Nice. Tako da, ampak če pa pogledamo, koliko del je na Bienalu napram eni manjši razstavi, ajde, recimo, da ena stvar ni delala, da ni tako grozno. To je kar v redu statistika drugače. Ja. No, če gremo naprej, spet se vračamo v podobni tematiki, kot smo imeli v samih Giardinih, to je povezovanje zgodovine z današnjostjo. Ti se spomniš tistega kosa paviljona, ker so bili v bistvu predstavljeni neki umetniki iz 20. ki so delali v 20. 30. Ta sklop se je v bistvu klical La seduzione del cyborg, or The Seduction of the Cyborg, in gre za dela, ki so kar velik razpon del, izobraževalni kotiček, bi lahko temu rekli, umetnostne zgodovine. Meni od teh stvari, seveda najbolj impresivne so mi ostale te maske za ples, ki so bile razstavljene v samem svojih lastni prisotnosti in tudi v dokumentaciji. To so bile v bistvu maske od Lavinije Schulz, ki je delovala tudi z njenim možem, Walterjem, oba dva sta Nemca. Mislim, da je bil tak super prikaz te neke, kako se reče. Čak sem, to niso ful velike giant živalske maske, to je nekaj drugega zdaj. Ne, to so take maske, ki so bile v bistvu za ples namenjene, ki so jih dejansko ljudje lahko nosili, da so v njih izvajali performance. Kakor sem si prebral, namreč v tistih časih je bil ples zelo prisoten in ratval zmeri bolj pomemben. In so se v nekem ekspresionizmu pravzaprav... 20. Ja, v 20. stoletja. Ja. Okay. So take res bizarne maske, no. Mogoče, če bi bila bolj pozorna pa prebrala, da so to 20. prejšnjega stoletja, bi si mogoče stvar malo bolj natančno ogledala, tako pa me vizualno ni toliko pritegnilo, da bi se poglobila v to delo. Jaz sem pa, takoj ko sem videl, v katerem paviljonu se nahajam, ker je bilo jasno, da je to spet nek ta zgodovinski moment, sem si pogledal pač vse, kar je bilo tam zanimivo, ampak te maske so mi ostale v polu spominu, ker so tako neke pustne maske, a niso bile pustne, ker zanimivi liki bili, no. Vsi so bili tako, en robot je vmes, pol je nek, mislim, že težko jih opišeš, ker so malo absurdne. In se mi zdi, da lepo nakazujejo potem na razvoj umetnosti naprej, zato se mi zdi, da je tudi tako lepo umeščeno. To se pol še nekako navezuje še eno kasnejše delo, na pol, ne zares, ki je po mojem naslednji highlight, ki je bil tam. To mi lahko zdaj ti pomagaš izgovoriti. Tatsuo Ikeda. Japonc, ne? Smo rekli, da mi boš pri japonskih imenih pomagala. To so spet dela iz tam 60. do 70. oziroma že skoraj 80. Ta prva zadeva, ki je bila predstavljena 56. Tako da so kar zgodovinske stvari, ampak mislim, da je spet ta moment, ki je zelo vplival na recimo cyberpunk kulturo kasneje in vse to. Gre za v bistvu izjemno narejene risbe in slike v različnih tehnikah. Take organske, abstraktne stvari v zelo umirjenih tonih, rjavih sivih tonalitetah, res fantastično izvedenimi prehodi in vsem. Tako, pač že samo kako je narejeno in mojstrsko, kakšne oblike so pa reprezentirane, pa v bistvu tudi nakazuje na nek kasnejši razvoj umetnosti oziroma kar celo segmenta popkulture, bi lahko rekli. Bolj 20 let kasneje je prišel Blade Runner. Leta 82. Definitivno so to stvari, ki so nekako oblikovali to, da je sploh lahko dobili Blade Runner. Ampak drugače ta umetnik je že pokojni, je živel skoraj 100 let, mislim, da mu je par let zmanjkalo. Rojen je bil v bistvu pred drugo svetovno vojno in deloval tudi po drugi svetovni vojni, jaz sem si malo pol prebral. In so dejansko vse te stvari so nastale tudi zato, ker je on živel sorazmeroma blizu neke vojašnice pred in po vojni in se začel potem v bistvu izražati v take oblike tudi zaradi vseh teh stvari. Tako, kar zanimiva zadeva. Potem pa še zadnji posamični izbor,
je pa Alison Katz, to je Kanadčanka, ki živi v UK. Od vseh teh stvari najbolj sodobna zadeva, pa tudi najbolj klasična v tej vidiku, gre za čisto navadne slike, navadne slike, gre za slike, nič posebnega, ni nič posebnega, kar se tiče medija. Meni so se zdela njena dela kar tako zelo mojstrsko narejena, dela v nekem, meni se zdi, magičnem realizmu. Potem sem si tudi prebral spet o tej zadevi. Ja, to je mogoče moj največji manko, ki je bil v Arsenalu, je bilo to, da je bilo taka ogromna gužva in je bilo nemogoče karkoli prebrati, tako da se samo hodil od dela do dela, si jih ugledal, skušal ugotoviti čim več od njih, kar se da videti. Časa itak ni milijon, tudi če si samo v Arsenalu, ker je ogromno. In brez prebrati karkoli je kar muka in moraš potem za nazaj brati stvari. Ne vem, kakšna je bila tvoja izkušnja takrat v Arsenalu, zdaj s to gužvo je bilo prav. Jaz sem skušal na začetku še nekaj prebrati, ampak to je bilo tako, da si mogoče za 10 ljudi brati. Pač nemogoče. Ja, te zadnji tedni so katastrofa, ne? Vsi se zgrinjajo še enkrat tja ali pa prvič celo. Ne vem. Ko sem jaz bila, je bila gužva občutno manjša. Jaz mislim, da so za naslednjič dejansko kupil vodič in hodil z vodičem po rokah, ker nima smisla brati. Čeprav na koncu informacije niso enake kot na steni, ne? V tamanem vodiču je drugače. Ja, za eno dela so Skrajšanje. enaka. Zdaj pa ne vem, odvisno od dela po moje, če imam več vsebine tam dejansko napisane, pa Ja. da ne morajo stlačati v knjigo. Se mi zdi, kot da so ene stvari so zelo, zelo skrajšane in zelo simplistično napisane v tamalem vodiču, tako da na koncu dneva tudi tisto, kar si prebereš zraven, je tako, aha, saj to sem videl, hvala. Dobro, iz vidika vodič kot samostojna zadeva, ok, ampak ne pa iz vidika, da ti kaj pomaga pri temu. Ne za vsa dela, za ena dela. Mislim, da lih za irski paviljon, ki ga bom še kasneje omenil. Se ti spomniš te Alison Katz? Mislim, zdaj, ko si mi sam rekel magične slike, to je vsaka tretja slika na Bienalu, ne vem. Mogoče se spomniš te, bil je en petelin, ki je bil narejen dejansko iz riža in bil je pa potem, bila je pa še ena slika tam, mogoče tista, ki je najbolj taka prepoznavna, ki je bila na deklica narisana v nekem, kot da bi gledal čez neko prizmo, ki je bila multiplicirana. Če boš iskala zdaj po internetu, kaj te vidim, da že iščeš, moraš iskati na Bienalu, ker so bila vsa dela narejena za Bienale. To so vse 2022. Aha, sem pašajo tudi te hobotnice. Pa... Ja, to je ona. Pač tako res izjemno naslikane stvari. No, pa sta tle še dva bonuska. Najprej grem na tega, ki je... Bonuska. Ja, bonuska, ja. Najprej grem na tega, ki je v bistvu v isti sobi, kot je sama Alison Katz. To je bil Giuliano Vigliani, Američan drugač. Zdaj mislim, da živi v New Yorku, če ne pa mislim originalno, če se prav spomnim, iz Newporta. To so bila taka bolj pop art slikarska dela. Eno delo me je totalno impresioniralo, mi je bilo ful všeč, zato ker je pač neko tiho žitje res lepo naslikano in je motiv je tako, v bistvu miza, tako malo deluje na ta American Diner, ampak v bistvu doma. Pravim bonusek, zato ker mogoče to niso vsi videli, oziroma preden grem na ta super bonusek, ki se mi zdi bolj zanimiv, grem na tisto, ki mogoče res ljudje niso opazili, ko moraš iti malo bliže gledati. Eno od del, to je bilo čisto na levi strani, ta prvo ali pa ta zadnji delo, kakor hočeš razumeti, verjetno ta zadnji njegovo delo, kar priješ z desne strani, je imelo od spodaj čist na spodnjem delu slike z nalimanih enih 6-7 fotografij, nekaj takih navihanega dogajanja, tako čist nek happening. Navihano dogajanje. Ja, neki so se zafrkavali pred fotoaparatom in je bilo to posnet ta iskren moment in to je bilo potem zalimano čez sliko. Na kateri sliki pa? Tista, ki je bila čisto na levo. Kaj pa je bilo gor? A ta nek zelo cyber moment, model z neko masko pa z nekim slamnikom na glavi pa... To, ja, to. In od spodaj so nanimane neke slikce. Evo, zdaj, ki si rekla cyber, vidiš, se nanašamo spet na tisto. Mislim, ta ovca, ki ima ugice obute. Ne, prav ta cyber zadeva, ta slamnik. Ja, ne, od spodaj zraven teg, mislim, poleg, ena od teh slik je ena slika, ki je neko mlado jagnje in ima ugice obute na nogah. Na sliki se tam ena rolka z dežnikom, zraven še nek pes in se pač tako malo so se zafrkavali. Ampak to je potem tako za tem nekim masking tapom zanimano gor. Lahko bi bil celo intervencija od nekoga drugega. Ne moramo biti sigurni. Verjetno ja, ker na original fotografijah postavitve tega ni videti. Ne. To bi bilo v bistvu full nice, če bi bil to res tak bonus.
No, Drugač ta slika, ki je pa zraven te, ja, kjer pa je ta zgleda, ovčka. Ne. Med ovčko in tem, ko ti govoriš, je ena, ki je semafor, pa še ena, ki je kot nek Anna Nicole tunel. Smith. Ja, kot nek tunel na neki vesoljski ladji in me ful spominja na un video spot od Janet Jackson pa Michael Jacksona, ki imata skupaj video spot, Aha. pa plešeta pol v Zero Mislim, G. on mora biti po mojem kar dobro prodajan, no, zgleda tako zelo všečen. No, ampak ta bonusek, zdaj ne vem, ta na tem tihožitju, te mize, ki imaš ki je gor potem še ta diner mustard, pa pol neko pivo in tako, je tudi QR koda, ker ne vem, če je kdo šel sploh gledati, jaz nisem mogel iti mimo, ne da bi to pogledal, Si jo skeniral? sem jo skeniral in ni razočarala. QR koda te povleče na website od Canned Foods. In to so neki ranch dressing in take stvari. Tako, mislim, zakupiti online. Ne, prav njihova spletna stran od tega Canned Foods. Pač kot da bi šla na, ne vem, od Kellogg's website. In se mi zdelo ful simpatično, sploh povezano z tem, kar je na sliki in tako. In po drugi strani mogoče je bil sponzorja in zato je tista QR koda tam. Karkoli je zgodba od zadnje, mi je bilo ful všeč. Tako. Moraš si vzeti cajt in če te pol nadgradi, to je super. Jaz sem mislil, da bo mogoče to website od samega artista, ne? Ker bi bilo pač tudi smart. Ampak sem bil bolj vesel. Bi bilo smart, sem bi bilo malo lame. Ampak pričakovano. Čak, še en bonusek imaš. Ja, še en bonusek imam, ja. Zdaj pa gremo enemu umetnico, ki je naša soseda, čeprav zdaj je zapustila rodni kraj in je šla v New York, Zagrebčanka, Dora Budor ali Budor. Glede na to, da je hrvaško, bi jaz rekla, da je Budor, ampak to je eno delo, ki vsaj v okolju, kakor sem jaz zasledil, je bilo po mojem spregledano, eno zaradi tega, ker je postavljeno bilo tako malo izven, drugo, ker je to sonorično delo, ki ga preglasi vse, kar se dogaja okoli. Zdaj, če greš ti na Arsenale, ki so razmeroma prazni, ga po mojem celo slišiš, jaz sem se mogel pa fajn namatrati, da sem sploh slišal, kaj se dogaja. Gre za take simpatične lesene skulpture. Ona je, mislim, da po izobrazbi arhitektka in tudi delovala kot arhitektka. To so v bistvu, te skulpture so narejene dejansko iz nekega lesa namenjenega inštrumentom, oziroma ki se ga uporablja za muzične glasbene inštrumente. Ampak vibrirajo in spuščajo tak zvok, ampak moraš se res približati, sploh ko je gužva in ta tuho zraven, ne vidiš, kaj se dogaja. Pol se aktivirajo in nice, ne več. Ni bilo prav nekaj presenetljivo, ampak se mi zdi, da je eno od tistih del, ki jih je večino ljudi spregledal. Jaz sem videl, ko sem prišel tam zraven, je bilo prazno, noben se ni niti ustavil, vsi so šli kar naprej v naslednjo sobo, ker to je bilo takoj za enim delom in v bistvu je bil izhod zraven. To je bilo pa na drugi strani tako malo umaknjeno, tako da je bilo na tleh majhno, sorazmeroma majhno, tako da ga nisi niti videl in sem videl, kako so ljudje kar spregledali zadevo in kar šli dalje. Koliko majhno? Ni bilo toliko majhno, ampak napram drugim stvarem je bilo majhno in glede na to, da je bilo v vogalu na drugi strani, mislim, v vogalu, predtem so bila pa vrata. To je, kar se tiče bonuskov. Pomam pa še omenil še 4 paviljone. Kaj vidim, da imaš irsko? Ja, to je tisto, kar sem rekel, da si prebereš opis v vodiču, nimaš nič od tega, ker je isto kot to, kar vidiš. Šlo je za neko tako inštalacijo nekih predmetov, videov, malo nekaj med industrijskim in urbanim. Tako, nič posebnega samo po sebi, ampak so lepo z nekim občutkom postavljeno v simpatičnem ritmu in z nekimi elementi, ki so mogoče spominjali vsakdanje. Spomnim se tega enega videa, ki je bil ta prezračevalni rešeto, ki se je malo premikalo. Pa potem so bile še neki kosi po tleh, neke skulpture, tipo, da bi dobil kos pločnik, ampak ne prav. Iz takih elementov narejeno. Tako simpatično, ti vseeno pusti neko tis, so razmeroma minimalistično in igra na neko to noto forme v bistvu. Potem pa seveda ne smemo pozabiti omeniti Kosovega paviljona, ki je bil nabito poln, zelo impresiven. Po tleh so bili neki tepihi, kot sem prebral, so te tepihi bili tudi narejeni z nekimi drugimi obrtniki ali umetniki iz drugih nacij. Naj bi bili narejeni iz strani Albancev, Kosovčanov, z Burkine Faso in Surinama. Šlo je za ogromno nekih del, nekih... Aha, to je una soba, ko je v bistvu bila kratko malo zaobljena gor. Ja.
Ja, ta je bila super, ful žive barve, ful nekih vzorcev, potem pa tako slika, tako čist ena pri drugi, neke vezenine, ful enih ljudi, živali, zvezde, vesolje, pač tako vse, zelo tak pisan prostor. Tako zelo stripovsko je delovalo tudi in en kup enih likov, enih stvari, pač če bi človek imel dejansko čas in si res lahko pogledal vsako zadevo, lahko že tle zgubiš par ur, po mojem. Pa cel ta tla so tako, to je v bistvu kakor neka skaterska rampa je. Ja. Kakor tak prostor za skejtanje, torej ta U-shape. Zdaj ne vem, potem ker je folk itak hodil po temu, ne, in je se usedal ob steno, folk se je kratko malo legel pa počival tam. Meni se je zdaj ta tako zelo zanimiv koncept, zelo lepo postavljeno, zelo ne impresivno zaradi količine, ampak impresivno bolj zaradi predanosti. Mislim, da tudi noben ne bo pozabil Mehiškega paviljona, če je šel noter, ker so bile tiste lutke, ki so se spuščale gor in dol. To je tudi paviljon, ki mi je žal, da nisem mogel posvetiti več časa, sploh za tisti video, kar sem ga ujel sam en del. Meni je delovala to kot neka alternativna narativa nekih spet staroselskih oziroma predkolonialnih stvari. Meni mogoče tako, video, kar sem ga uspel ujeti, se mi je zdel zanimiv. En kup malenkosti in stvari, ki so bile naokoli detajlov, so bile tudi ful zanimive. Morda so imeli ravno te lutke, ki so vsem ostale po mojem spominu, zato ker so pač tako impresivne, so mi bile pa še najbolj šibek te od celega dela. Mislim, so se mi zdele nepotrebne. In nazadnje, preden ti predam besedo še tebi, Singapurjev paviljon, ne vem, če se ga spomniš, to je bil paviljon, ki je bil namenjen delu, ki je bil v treh verzijah narejen, knjigi, videu in še nečem. Ka so tudi ne prodajali, mislim, lahko si vzel te knjige, ne, ali kako že? Ja, tam so bile razstavljene tudi knjige, ki so jih ljudje zelo veselo prelistavali. A, to je ta knjiga, ki si jo prinesel? To je ta knjiga, ki sem jo prinesel. Valjda si jo vzel, ne? S to knjigo je tako, zadeva je tako, da lahko, jaz sem vprašal, ker se mi zdelo, da so zavzeti, ker je bil pač kup knjig vseeno obsežen in je izgledalo, da so namenjeni temu, da so za gledalce. Ampak sem potem zvedel od paznice, da sicer jih lahko vzameš, ampak jih dajo samo par na dan stran. Unim, ki so dovolj pogumni, da rečejo. Ne, mi je rekla, da naj si malo pogledam in da če me res zanima, da jo lahko odnesem za sabo, če želim. No, potem sem si dejansko vzel malo več časa z delom in ker sem začel tudi gledati tisti video, sem rekel, da je dejansko zelo zanimivo delo in bi bilo fajn tudi kaj prebrati še doma. In sem prišel potem do knjige, mogoče še tako mini zanimivost. Dajo ti list, ker pustiš svoje podatke, lahko daš kakšno opombo, ljudje so se ful zahvaljevali ali pa pisali, kako jim je fajn, pustiš svoj mail, pol me pa tako prosila, če ji pomagam, da to tako nekako pospravim, da ne bojo drugi videli, da dajo knjige stran, zato da pač ne bojo zdaj vsi hoteli imeti. Tako da dejansko so jih dali po mojem samo par. Se mi zdi vseeno dober način, ker če so se že odločili, da lahko ljudje nosijo samo in ne želijo preveč od vzvodov oddati, ker je to še vedno predrago, zato da bi dal vsakemu, ker na Bienalu vseeno ogromno ljudi, se mi zdi prav, da se da tistim, ki jih bolj to zanima. Daj mi malo povej, kaj si ti kaj videla. Jaz moram priznati, da sem to zelo tako zdaj naknapšla malo za nazaj to mojo knjižico gledati, o čem bi lahko mogoče kaj podebatirala ali pa mogoče kaj bi izpostavila. In v resnici ne bom neki dolga, in bom že za prvo stvar izpostavila tako zelo najbolj tipično in navrat na nos zadevo, in sicer Earthly Paradise od Delcy Morelos, artist iz Kolumbije. To je bila tista, ko je bilo v eni veliki sobi, ko je bila tista zemlja v resnici v kubusih. Ja, saj to je eno. Se mislim, da je bilo ogromno takih del, ki so bila tako impresivna, zato da te ostanejo spomini. Ja, impresivna, sam zato mogoče, vsaj na prvo žogo sam zato, ker so pač tako velika in ker so mogoče postavljena na tak način, ko recimo, če že ne, vsaj šokirajo, vsaj mogoče nekoga, ki je pa laik, pa pride pogledat contemporary art samo na Bienale. V glavnem pri tem delu, ja. Ne, sem mislil, da ti pustiti najprej povedal do konca. Hotela sem sam opisati mogoče, Torej gre za tako ful veliko delo, v bistvu je narejen kakor nek labirint
iz teh kubusov zemlje in te kubusi zemlje pridejo nekje tako do višine pasu. Ne, še više so. Še više, no, odvisno, koliko je kdo velik. V glavnem, Mislim, da in to so res kubusi zemlje, take vlažne, zbite zemlje, humus. ki diši po tobaku in po kavi in kardamomu in senu in v glavnem del tega dela je tudi ta vonj, no, ta efekt, da se v bistvu vsi te čuti in neka ta vlaga je v zraku, v glavnem ta vonj zemlje zraven še preplavi cel ta prostor in ti v bistvu se pol nekako sprehodiš mimo tega mejza, no, te zemlje. Se da sam mimo, ne moreš skozi, če se prav spomnim. Ja, ampak lahko greš tudi ob strani mimo, ne. Ni zdaj tako, da je to koridor iz zemlje, ne. Ja, ampak je tako, to se mi zdi, da skozi dejansko nisi mogel iti. Ja, ne spomnim se, vem pa, da si lahko šel okoli in okoli. Ja, vsi so hodili okoli. Na več, tako, je bilo malo dinamično vse skupaj. Pač meni je bila ta zemlja všeč, zato ker je res ful dišal takrat, ko sem jaz bila. Zdaj ne vem, kako je bilo pri tebi, ko je mogoče se stvar že malo razdišala, pa ker je bilo ful ljudi, pa ful ljudi je pol ful drugega vonja, ampak ko sem jaz bila, je ful lepo dišal in še tako malo, ker je zatemnjena svetloba, meni je bilo ful všeč, kako je izgledala tista zemlja, no. Ja. Jaz se ne spomnim nobenega vonja, tako da najbrž se je razdišal. Verjetno, ja, ne, ker je bilo prav tako, te začimbe, pa tobak, pa kava, to se je ful vohalo. Ni bilo toliko intenzivno, da bi opazil. Tako kot nek uizi tak moški parfum, ful nice. Ampak v glavnem naj bi kao za neko to povezavo človeka z naravo, pa naš življenjski cikel vračanja v zemljo, a ne kao tudi mi ratamo humus in naj bi kao spominjali na to delo Walterja de Marije iz leta 1977, ko je isto to zemljo tako nasul. Samo da tam je bila neka fora, da je ta zemlja bila za šipo in je stvar malo drugače funkcionirala, medtem ko zdaj ti lahko dejansko hodiš čist zraven tega kubusa in kot sem prej rekla, se ga lahko tudi dotakneš, mislim, no, naj se ga ne bi, ampak folk se je tistega dotikal, tako da me prav zanima v bistvu tudi, ko si ti bil, a so ti kubusi še bili tako izčiščeni ali je una zemlja že tako malo pri tleh, že vse povsod, ali misliš, da tam nekdo vsako jutro zjutraj to pomete pa naredi, da spet zgleda lepo? Meni se zdi, da je izgledalo kar lepo. Zdaj ne vem, koliko je bilo clean, ko si bila ti in koliko je bilo to tipi-topi, ampak ko sem bil jaz, je bilo tudi v redu, tako zelo urejeno. Ampak tudi naj bi kao bila ta neka povezava s tem, mislim, čisto vsebinsko, kao andski in, ko je to po slovensko, ne vem, Amerindians, pač te v bistvu staroselci ameriški, naj bi nekako bazirala ta ideja na njihovi tej kozmologiji, v smislu, da ja, mi si podrejamo naravo, ampak smo pa njeni sužnji na koncu, ko umremo in ratamo zemljo. No, vidiš, to sem te hotel zdaj vprašati, ker si omenila to delo, ker sem ga jaz namenoma tudi izpustil. Me je zanimalo v bistvu, katero delo od vseh, kar smo jih videli v obeh, Giardini in Biennale, je bilo tisto najbolj impresivno. Ker pri Giardinih smo omenjali tisto eno delo in me zanima, če se ti zdi, da je bilo v Arsenalih... Aha, ti smrt v Kentavru. Tako. Če se ti zdi, da je bilo karkoli drugega v Arsenalih, ali je tisti Kentavr dejansko vzel ta... Mislim, Kentavr je imel še ta šok moment uizi gnusa in morbidnosti, medtem ko mogoče ta zemlja, pa tudi una soba, kjer je bilo vse zaraščen z rastlinjem, ne, ima nek ta efekt v smislu, a ja, to se tudi da razstaviti, ne. Bile so vsaj še dve deli, ki sta bile tako ogromno impresivni. Bil je še avstralski paviljon, ki je bil tisti Noise, in bil je ta Leviathan, ki mislim, da je izraelski, ali kaj že. Ne, ni izraelski. Tisti, ne vem, če Leviathan, jaz sem mu tako rekel, tista velika črna tvorba, ki je dihala, ki je bila enih 30, ne, 20. Kje je bila ta črna tvorba? Tam zraven mehiškega paviljona, tam vmes. Taka ogromna črna tvorba, narejena iz nekih palm ali česa že. Ja, iz lesa v bistvu, iz kosov lesa narejena. Jaz se pravim, kar Leviathan, ki mi tako deluje. Ja, vem, kaj misliš. Ja, ne, tiste, jaz bi mogoče vse, ne vem, odvisno z kere perspektive gledaš, ne, zdaj obesati neko leseno strukturo, da visi iz stropa in da je ogromna, se mi mogoče zdi vsaj logistično bolj lažje izvedljivo in si lažje predstavljam, kot zbiti skupaj dejansko zemljo, jo razparcializirati po prostoru. Saudska Arabija je bila. Aha, ja. Da ne bomo govorili neumnosti. Ja, ne, tisti paviljon je bil super od Saudske Arabije,
Ampak, če nadaljujem, se mi zdi, da prenesti take velike količine zemlje noter v nek zaprt prostor, jo oblikovati, zbiti skupaj in jo tako obdržati čez cel čas bienala, s tem, da je ljudje so se stalno dotikali te zemlje in prste not porivali in to in se drali salvanjo, se mi zdi mogoče čisto iz logističnega vidika in iz vidika, da si je to nekdo zadal in ustrajal pri tej izvedbi, se mi zdi mogoče bolj impresivno kot ta lesena tvorba pri Saudski Arabiji, čeprav je bila tudi tista v bistvu bolj. Ja. Ampak se te bolj sprašujem, kaj se ti zdi, da je ljudem najbolj ostalo v spominu, v smislu, kaj je bilo tisto, ki je imelo največji ta impresivni faktor? Ne vem, ker se mi zdi, da v Arsenalu je tako, da iz sobe v sobo hodiš in tvoj možgan je sam preplavljen. V Arsenalah je res ogromno nekih ogromnih stvari. Ja, tako da to ne bi znala povedati. No. Se mi zdi, da mogoče ta zemlja tako malo pozitivno vpliva na Jaz še vedno mislim, da je bil tisti Kentaver. Kentaver v Giardinih 100%. Zdaj za Arsenal ne vem. Po mojem za celotni bienale bi po mojem Kentaver še vedno tisti ta najbolj. Verjetno ravno zaradi temu. Kaj pa tisti paviljon pozabila sem od katerih, ko sploh ne vem, si lahko mladoleten šel noter, ko je v bistvu pornografski film bil predvajan. Nek gej porno film je bil. Ne spomnim se. Mislim, da so bili neki te tvoji severni prijatelji to. Ma kje je bil ta? V Giardinih. Kjer je porno film? A je bil to grški? Mogoče, ja, koliko gej porno filmov pa je bilo na bienalu. Ne vem, kaj v grški paviljon nisem šel, zato te sprašujem. Ja, pa mogoče, ja. V glavnem neki. Kaj je bilo spet za se naročiti pa čakati? No, ne vem, ko sem jaz bila, ni bilo za čakati, ampak v glavnem. Gej porno? Ja. A lahko poiščeva to? Mislim, lahko poiščeva tudi. A se kaj spomniš? A iz tega gej porno filma? Ma ne, kje bi ga iskal? Ne, kar poglej Grčijo, ker vem, da je bilo neki, v glavnem neki zelo taki bradati, bearish tipčki so bili, ampak so pa bili tudi neki tako uizi blond arici noter izklesani, tako da ne vem, če je to bil. Je pa tam zraven, kakor je jugoslovanski paviljon, pa tam v tistih koncih je ta paviljon. Spomnil sem se še enega takega impozantnega paviljona in me zanima tvoje mnenje. Ja. In to je Kitajska. Kaj je že imela Kitajska? Neko drevo je bilo obešeno, to se spomnim in neki so skušali ful narediti, vem, da je bil Metascape, meni ni bil všeč za to, ampak če se niti spomniš, ne mislim, da nekaj pove. Zdaj si me prisilil v to, da googlam, čakaj. A ja, ampak ni bila fora tega kitajskega paviljona v resnici te projekcije na neke te fake skale na tleh? Ne vem, jaz sem šel kar hitro skozi, ker je bilo malo dolgočasno. A misliš, da so menjali to drevo, ker jaz se tega drevesa spomnim, da je bilo ful bolj oskubljeno. Če pa tebi ni bilo oskubljeno, to pomeni, da so ga pač ja, se pravi, še zamenjali. To. No, ne vem, dreves so uničili. Mogoče si izmišljujem, zdaj ne vem, ampak se pa spomnim par bienalov nazaj, je pa Francija imela isto drevo, tako posajeno in na neko skalo fiksirano in ta skala je bila na nekih koleščkih na daljinca in se je premikal, in se je to drevo premikalo po prostoru, tako pač nek AI varianta. Tisti je bilo pa ful hudo, ker je pa okoli nek tak mini amfiteater, so bile stopnice narejene za sedeti, ampak te stopnice so bile tako secretly iz ful mehkejšega materiala, kakor so izgledale in folk je tam ležal in bulil v to drevo, kako se premika levo desno. Tist je bilo genialno in tist je bilo impozantno in 100-krat boljš kot ta Kitajska zdaj. No, ampak ok, grem zdaj na drugo delo, ki mi je ostalo v spominu, je pa od Janis Rafa ali pa Janis Rafa, ne vem, v glavnem sicer Grkinja iz Aten, živi pa zdaj na Nizozemskem in ona je imela video delo z naslovom Lacerate iz 2020, torej iztrgan, razmesarjen, izmučen, zamučen. Malo me spomni, kjer delo je to. No, ja, se ti bom povedala, v glavnem to je bil video, ko so bili neki kadri znotraj nekega starega stanovanja posneti in je vsak kader bil skoraj tako, da bi to bila neka stara baročna slika tihožitja. V glavnem te mrtvi ptiči, sadje, zelenjava, take stvari, no. Predstavljaj si neko hudo tihožitje z pojedino. To je bil video work. Ja, to je bil 16-minutni video, ki sem ga jaz dejansko celega gledala, ker mi je bil ful všeč, ampak v glavnem kao ta neka soočenje s smrtjo, povezava med živalmi, rastlinami in predmeti s človekom. In zdaj ta film je v bistvu nastal kot nek projekt, ki je obravnaval domestic violence oziroma
gender-based nasilje, torej nasilje na podlagi spolov in tako. In so vsi kadri in dogajanja so nekako kar neka slika na tihožitje. V bistvu začne se z neko to memento mori sceno, torej ta umetnostno-zgodovinski izraz za neko ikonografijo, ki v bistvu svojim simbolizmom spominja oziroma opominja gledalca na smrt. To so ponavadi pač neke lobanje, pa uvelo cvetje, peščene ure, take stvari. In potem v bistvu snema po takem starem urejenem stanovanju, kjer vse propada in se vse razkraja, neka zelenjava, pa mrtvi ptiči, pa tudi en moški mrtev leži na tleh, ko neko rano ima v vratu in kar je najbolj zanimiv del, ful enih psov je okoli. Potem si zihar zapomnil ta video. Nekaj se ga sploh ne spomnim, po mojem sem šel mimo, tako kot mnogo videov. Možno, ampak tle je bilo v glavnem ful enih kužkov, ki se pač podijo po tem stanovanju in ovohavajo tega mrtvega moškega, pa ga malo po ušesu ližejo, pa pol po mizih skačejo, pa po foteljih, pa kradejo dol iz miz tisto hrano, ki je kao neko tihožitje. Pač ta moški, ne bi ga kakor neka ženska fentala, v bistvu inspiracija naj bi bila una slika od Artemise Gentileši, ko Judita ob glavi Holoferna. Ona je ena izmed najjačih baročnih slikark in je delala take hude baročne slike, pač čista drama, tak patos. In to ne bi bil pol tudi ta film, nekakta alegorija samoobrambe proti nasilju nad ženskami v kombinaciji z umetnostno-zgodovinskim simbolizmom pa biblijskim simbolizmom, a ne zaradi te Judite, pa to v ful lepih kadrih. Tako da prej sem šla gledat, in sem videla, da kao se da ta film na Vimeo pogledati, sam moraš izpolniti subscription za prvi tir. Ne vem, kako imajo to na Vimeo narejeno. V glavnem to se splača pogledati, ker je res lep je. Hkrati ful tragičen pa intens, ampak ful lep. Ne, mi smo se ostali bolj prti smo videli tu iz Žgibeline. Ja, Gibeline je eno mesto v Siciliji, ki so ga v bistvu po nekih potresih zgradili na novo in je v bistvu tak artist town. Tam je živelo ful umetnikov in sedaj dosti rezidenc tam. In tam spomnil sem se nanjha, zato ker si govorila vse te baročne in tako. Tam so tudi posneti neki notranjosti v Siciliji, ker imaš te ful okrašene stvari in se spomnim, da je bila tista ena koza na tej eni mizi sredi tega super baročnega. In ta video je v Arsenalu? Tudi, ja. Ok, to ne vem, bomo dali zapiske. V glavnem pa čisto na koncu sem hotela mogoče izpostaviti ta italijanski paviljon, za katerega si rekel, da ga nisi videl, ker nisi čakal 3 ure zunaj v vrsti. Ko sem jaz bila takrat april-maj, je bila vrsta tako za minuto za počakati. Ne, to je bilo tako vrsta. Ja, do kam je pa pol bila vrsta? Do pomola in ovink na U. Jaz sem uspela priti not. Torej, ta italijanski paviljon naj bi se nekako navezoval na to neko frustracijo delavskega razreda in ta frustracija se kao končno konča. V bistvu ta nek vzpon in padec italijanskega industrijskega čudeža. Torej, avtor je Gian Maria Tossati. Čak je bil italijanski paviljon je bil samo en artist. Ja. Ok, ponavadi imajo tako milijon njih. Ja, mislim, tako piše, ok, le bom preverila. Ne, sej možno. Ampak v glavnem, kakor ta njihova zapuščina italijanske industrializacije. Če ni bilo nič od Olivetija, pol sem razočaran. Dober, da nisi šel noter pol. Ni bil tisto eno mesto od Olivetija, ki je bilo tako full futuristično zgrajeno za moderno industrializacijo, ker so imeli vse žive stvari prirejene za delavce. Celo mesto narejeno samo ta cel paviljon, ki je ogromen, je bil predelan kakor v neko tovarno. Aha. Ja? In ti v bistvu je point, spuščajo enega po enega noter v ta paviljon, kao da bi ti se sprehodil čez ta paviljon v neki napol samoti, a boš kihnil? Ne, nekaj se mi zdaj spomnim, bi ti mogel pokazati. Zato, ker si govoriš o temu paviljonu, industrializacija in zadnjič sem videl en genialen video ravno na temu tega italijanskega dela v tovarni. A na Lifu? Ne, to je ful star film, če ne. V glavnem, pač, ko rdeča luč more obrniti eno zadevo, pol je zelena luč mora stisniti drug knov in potem, ko se vžge rdeča luč, mora oboje sklopiti. Zadnjič je bilo, ne vem, kje je bilo tudi neki know-how iz letos, ki je bila ista scena, samo da pol zato, ker je zajebal umre nek človek. No, ampak tukaj mu isto daje navodila, začne tako, isto so zelena lučka, rdeča lučka in potem začne dodajati. In na koncu je toliko stvari in vse, ki nima nobenega smisla, da sem mu kar malo sputla. Tovarniško delo. Ja, no, v tem paviljonu je pa fora, da se ti kao na pol sam sprehodiš čez ta paviljon
kar se itak ne, ker bar, ko spušča folk na 10 sekund in se v bistvu že vsi nagnetajo v uni prvi sobi. Ampak je v glavnem, ti se kao sprehodiš čez to zapuščeno tovarno, brez duše, vse je tako temačno, tako da bi bil v kakšni grozljivki in se v bistvu sprehodiš čez neke neke sobe z nekimi generatorji, potem je čez eno sobo, ki zgleda na pol klavnica, veš, kaj imajo tiste plastične zavese, take stvari, pol po nekih štengah greš gor, okol, prideš v neko nadzorno sobico, čez nek hodniček greš, ker to je dejansko pač cela stavba je ta paviljon. Ja, kaj je ogromno. In potem prideš, tako veš, kot v teh kakšnih sweatshop, imaš tako šipo in pol, če šipo dol gledaš na tako veliko sobo, kjer je miza pri mizi in v bistvu gre za nek ta šivilski obrat in so pač te mize s šivalnimi stroji in pol greš ti po štengah dol, med te šivalne stroje, se tam mem sprehodiš, greš tam mem in pol na koncu prideš do enega tazga ful zatemnjenega, velikega črnega bazena, polnega vode. In si tako, kaj je to, in ful je tema, in ful je tako scary. V bistvu pač tak cel labirint je in potem prideš ven pač na drugi strani, tam, ko so že vrtovi. Tako da v bistvu cel fajn paviljon, no, za iti čez. Si predstavljam tudi mogoče, da če je ful ljudi, da jih pol še zmer ne spuščajo bolj na pogosto, ker bi potem se izkušnji, že tako experience se zgubi, če se v resnici počakaš, pa gre pol cela grupa česa, ne, ampak če je pa mišljen tako, da se ti sam čez to sprehodiš, je pa tako kar nek tak creepy journey, pa tako industrializacija, pa te betonski, te stene, pa štenge, pa tako fulun. Malo mi sliči na angleški paviljon, nekaj bienalov nazaj, ker ni bil lih industrija, ampak je bil tudi nek tak experience nekega weird prostora. No, ampak v glavnem bi rekla, da za nekoga, ki mu ni bilo treba 3 ure čakati, je fajn, da se gre to pogledati, ne, ampak razumem pa tudi, da se vam pač ni dal čakati, ker ti se bilo čez bizarno, ne, ker recimo jaz tudi tist en paviljon, ki je bil pa v Giardiniju, veš, ko sva se pogovarjala, ko je isto, je bil nek film ali kaj in so pač na 15 minut not ljudi, so se ljudje zamenjali, ne. Možno, to, kar si rekel, da ni. No, tam recimo noter nisem bila, zato ker pač nisem, a veš, čakaš pa v bistvu, si noter pa kaj, ne moš ven, mislim, tako ful veliko ljudi, vem, da ni šlo, no. Ne. Ampak ne morem iti mimo tega, da če evocira neko delovsko obdobje, neko zlato dobo italijanske industrializacije, da se niso naslonili na zgodovino in na vso ta zanos, ker takrat v Italiji je bilo to res izjemno v resnici. In Olivetti, do dobe računalnikov je tako rastural. Samo pol so bili malo pozni in šibki z računalnikom, so jih pač Američani našišali po domače. Ampak ne vem, če veš, da je Olivetti tudi skušal narediti računalnik. V glavnem, Olivetti je bila tovarna oziroma biznis v Italiji, ki je bil najbolj znan po tipkalnih strojih. In to so bili tako eni bolj znanih tipkalnih strojev. Zato pravim, da so bili ful pomembni, dokler ni prišel računalnik ven zares. So delali tudi druge stvari. So bili pa eni od teh, ki so recimo v ZDA poznamo, kaj je že imaš ta Moon Factory, ampak še prej je bil pa Xerox Park in take stvari. No, Olivetti je bil v bistvu to samo v Evropi prej. Sam da jim ni ratal tako dobro. Ok, zdaj sem šla preveriti in šivilski stroji so. Ne šivilski stroj. Ja, govorim, da ni navezave na to, o čemer ti govoriš. Ja, ne, ampak hočem reči, da je ta Olivetti in kaj je Olivetti pomenil in kaj so vse naredili in kaj so spostavljali takrat, je zelo pomembno za njihovo industrializacijo v resnici. Hočeš reči, da v celoti zamujena priložnost? Z mojega vidika, ja. Se če vtipkaš v Google Olivetti in napišeš town, dobiš v nek članek v angleščini, ki govori dejansko o tem mestu, ki so ga naredili, ki je bil kot neke vrste raj za delavce, v navednicah, ki je zdaj pač prazen. Utopia Abandoned. Boš tudi to dal v Iz zapiske? New York Times, to bomo lahko tudi damo v zapiske, ful zanimivo je. Tudi arhitektura je bila, wow. No, ampak jaz sem tudi preverila in ta Gian Maria Tossati je. Naslov dela je pa History of Night and Destiny of Comets. No, kaj si še kaj pogledala? V bistvu sem si samo te 3 zadeve zacahnila in kar se mene tiče, sem jaz s tem Arsenalom zaključila, no. Tako da mogoče, če imaš še ti kakšno pripombo, če si se vmes še kaj spomnil, je to, povej, če ne pa. Nekaj sem hotel še reči, ne vem kaj. Kaj pa ona soba, ki je bila cela v zeleni luči?
Zelena je bila, ja. Ne, to je bil tudi dober tak moment, ko smo bili v Arsenalu in smo se malo izgubili in pol se kličemo in tako, a ste že šli mimo A si zelene pred ali sobe? po? Ja, tako, ne vem, se mi zdi, da ne, nisi. Če ne veš, kaj je zelena soba, pol nisi videl zelene Ok, sobe. kaj pa ona druga zelena soba, ki je cela poraščena? Koliko je bilo zdaj to že kaj poraščen? Tisti po mojem bilo poraščen že prej. Ali Ok, koliko je bilo ampak a poraščen se prej? je tako videl lutke, recimo, ki gledajo ven iz zelenja? Ne vem, koliko je bilo to poraščen prej, se res ne znam predstavljati. Mislim, ko sem jaz bila, je bilo poraščen, ampak je bilo tudi zelo očitno, da bo kasneje še bolj Ko smo mi poraščen bili in da tam, je bo bilo ta tako. Bršlan ali kva čist prekril neke tam skulpture. Ko smo mi bili tam, smo se dejansko sprašvali, kdaj so to začeli že dati rast. Ja, pol je bila še ta rdeča soba, če se pogovarjamo o barvah. Ja, Tak. to sem pa kar mal pozabila. Tam, jaz. je bila Anglija, no. Malo je bilo No, v glavnem, rdeča. imel si madi sobo, zeleno sobo, rdečo sobo, pa poraščeno sobo. Pa Kentavre, tam drugje. Se čez 2 leti, ko se bienale ponovi, gremo pa lahko skupaj pogledati. Lahko imamo ekskurzijo. Organizirava izlet. In pol mogoče se meni ne bo treba po karenih kanalih furati z unim kao trolo, botom. Ja, nič. Fajn bote, se vidimo. Ja ne vem, pejte smučati ali nekaj. Nimam časa za nič, še za žvetne. Ja, Ko mi sem razumem. najdel čas, da sem prišel sem.